Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, tokrat smo prav v posebnem prostoru, več v tem prostoru potem v nadaljevanju. Z nami pa je, lahko rečem, moja stara znanka že iz kakšne oddaje, Eva Bartelme. Eva, ja. Živjo. Živjo. Zdaj, dolgo let, ne? Dolga leta, ne? Nekih je pa že. Se midva nisva srečala, ne? Vmes se je nabralo veliko pokalov. Ja, nekih pa je v zbirk. Jih je, ne? Ja. Vmes si ti tudi prenehala s kickboksom, ne? Tako, ja, je že kar 6 let od tega zdaj, no. Ne vem pa, če veš, da sem pa leta nazaj, pa tudi mogoče v istem obdobju, kot sem tebe gostil, v kakšni oddaji gostil tudi tvojega ata, detka. Aha, ja, točno. Forteta, odličnega nogometaša, se spomniš to? O, se. Greva najprej mogoče malo na tvoje korenine, ne? Okay. Zdaj, športne očitno imaš, ne? Ja, to nas spremlja kar že od mehkega, no, predvsem zaradi ata, po moje. Da se skozi nekaj udejstvujemo, tudi ata je mene pač pripeljal v te vode. Tako da ja, vsi smo neki, no, s športom povezan že cel življenje. Čeprav pripeljal te je v kickboks, ne? Ja. Ne v nogomet. Ne v nogomet, v kickboks, ja, da se ne bomo... Zakaj pa ne v nogomet? Ko pa vem, no, tole je mene bolj mikal, bolj tak energičen, no, za mene. Zdaj, tvoj dedek, ne, ta Janez, ima 2 hčerki, če se ne motim, ne? Tako je. Ena od teh je tvoja mamica. Je tudi ona se kaj s športom ukvarjala? Mami je pa smučala v mladih letih. Bila dobra? Ja. Še vedno dobro smuča? Seveda. To po moje ne gre ven iz krvi, no. Kaj enkrat si v tem, po moje ti to pol ostane, no. Tako da kar hodiš še ful okrog še smučati, ja. Ti tudi smučaš? Tudi. Kaj pa po očetovi strani, tudi športna družina? Ja, ati je pa tudi košarko in nogomet, no. Košarko v mlajših letih, pol kasneje pa mislim, da je se bolj na fuzbal vrgel. Ampak košarke pa ne? Ja, to pa ne. Aha, ampak v košarki je pa tvoja pol sestra, ne? To pa kar njej prepuščamo. Igra res fajn od rok, no. Lea je, mislim, trga gate, no, po domač povedan. Evropska prvakinja, ne? Ja, zdajle so osvojile. Je bila tudi kapetanka, tudi vse ostale naslove, mislim, da so kot klubsko letos punce pobrale, tako da svaka častno, ne moram drugega reči. Fantastična, ne? Ja. Torej, po Niki Barič raste nova odlična zasavska košarkaršica, ne? Kaj misliš, bo kaj čez lužo skočila, tako kot Dončić? Ki je tudi malo povezan z Zasavjem, ne? Jaz bi prvošla, ne, da je to pele, ne vem, tja, kamor si sama želi, ne. In po moje ima kar ciljeno. Upamo vsi, ne? Ja. Ampak s tem pa še nismo, ne, zaključili športom v tvoji ožji pa širši družini. Tudi tvoj brat, polbrat, ne? Tako, David. David je vratar, ne? Torej, on pa je nogometaš. Ja, on pa je v teh nogometnih vodih, je golman, trenutno igra za Kisec. Tako da ja, vsi smo neki, no, vsak je na enem področju, tudi ta najmlajši Val se tudi malo med nogometom pa košarko skozi malo nagiba. Še ne ve. Še ne ve čisto točno, oboje mu je fajn, sam dej žogane. Pa ima gene, višine, recimo za košarko je treba imeti, ne? Ma, tudi feeling ima. Je? Ja. Ima višino. Zdaj mami ni glih velika, ne? Mami ni, očim pa kar je, no. Aha. Tako da potencial ima. Kako pa je z glasbo, ne? Zdaj tvoj polbrat? Aha, polbrat. Ta vratar, ne? Ja. David je v bistvu, on ima na YouTubeu svoj kanal, kjer streama igrice, se zraven snema in zdaj so pred kratkim z družbo posneli še en komad in zraven spot. V bistvu priredba neke pesme, no, tako malo na rap, ful dobro, no. A je tako kaj v glasbeno šolo, poleg športa obiskoval? Ja, učil se je igrati synthesizer, ta najmlajši pa kitaro, no, tako da
Tudi v glasbi smo zelo. Mami je tudi ne rada, ki zapoje. Aha, vse zapoje, kaj doma. Ja, z Kaj pa največjim ti? veseljem. Ne. Ne, to pa ni glih Zdaj, zame. danes pa sploh ne, ker si malo na slabem glasu, menda, ne. Se sliši, ne. Alergija je kako? Ja. Pa s tem nismo imeli nikoli problemov, ne? Ne, to se je letos začelo, ugotavljamo še kaj je, ampak zdaj ste me glih ujeli v tem obdobju. Ne, se zgodi, ne. Zdaj, kdaj se je začela tvoja športna kariera? Zdaj, izgleda, da je trajala zelo dolg, čeprav menda tole ni vse, ne? Ne, neki še je, no, to so v bistvu pokali samo, pa so še priznanja, pa medalje. In nekaj se je nabralo, no, pri 5 letih, ko začneš trenirati, je kar pol po 13 letih. Ti si začela pri 5 letih pri Ja. klubu borilnih veščin Pondokvan Zagorje. Ja. Je bil takrat še alfa in omega kluba Aleš Miklavčič. Res je, tudi moj trener Tudi takrat, ustanovitelj, ne? tako, tudi moj trener takrat za glasbene forme, takrat se je dogajalo, no, mislim. In ti si bila tako v borbah uspešna? Kot Tako, oboje. In glasbene forme, najprej smo bili bolj v glasbenih formah, no. Verjetno pri Sabini Pri Miklavčič, Sabini, pa njegovi hčerki. tako, pa pri Lojzitu, kasneje pol smo pa prišli tudi malo bolj v borbe, no. A si ti že začela trenirati, ko je bil klub stacioniran v Vašhavi? Ja, v teh starih prostorih še. Odlični pogoji, ne? Ja, smo imeli še tiste kopalnice rudarske, pa tako, no. Kaj pa med borbami, si imela kaj konkurence v sosednjem izlaškem klubu, ki ima iste korenine, recimo izhaja iz Pondokvana? Ja, je tudi bilo takrat kar neki punc, no, ki so tudi zelo dobro se borile, tako da je bilo kar pestro, no. Si bila pa, predvidevam, tist pod 50, ne, kategorija, ne? Kako? Ne, je pol kar bilo 50 do 50, pol kasneje pa do 55, no. A si imela kdaj 55? Ja, sem imela tudi več. Takrat, ko smo bili še bolj mišičast, no, pa tako. Mišice kar veliko prinesejo, ne? Ja. In pred tekmo ponovadi je bilo zjutraj, ne, tehtanje? Tako, vedno zjutraj, ko smo prišli, je bila najprej vaga. Je to živci, ne? Ja, do takrat smo se še malo tresli, a bo ali ne bo šlo čez, pa ok, stopiš na tisto vago, pa tako sam hrano vidiš. Pa se je dalo, če si imela recimo pol kile preveč? Ne, do pol kile so tolerirali. No, če je bilo pa kila, se je dalo jeti, potem na hitro še za 1 uro v savno, pa tako. Kukar kje, nekje so ti dali možnost, da Da si še skušala za 1 kilo, ne? Da si malo še šel šprintati, ponekod pa tudi ne, no. Si kaj pomagala kdaj? Si morala kdaj pomagati, kaj, da si zbila kilograme? Mislim, da samo enkrat, da vam v spomini, da je bilo mičken več kot pol kile in pol vem, da smo s puncem tam po dvoran so me malo še zgonile, pa je bilo, no. Zdaj, glede na tvojo postavo, ne bi imela težav do 50 kilogramov, ne? Ne, zdaj bi kar šlo čez. Bi šlo čez, ne? Zdaj, se to je pač logično, ne, da ste dekleta, pa tudi fantje nekako po kilogramih, ne, najprej po letih, ne, potem po višini, ne, če se ne motim. Po višini, ja, to so čista najmlajši, no. Začnejo po višini, pol kasneje z mlajšimi kadeti so pa že, mislim, da po kilaži. In starost in kilaža, no. Daj mi povej, kako je biti v borilnem športu, čeprav vem, da v tem kickboksu ti si bila bolj v tistem polkontaktu, se je takrat rekla, ne? Ja, semikontakt. Se ni udarilo v vorank, ne? Se kar je. Se kar je. Ampak je bilo treba zadržati malo udarc, ne več? Ne, je kar to, pač je bilo na udarca, ne, je bilo na kontakt, ampak se je ob vsaki točki se je borba ustavila, da so pač 3 sodniki podelili svoje točke in pol se je to nadaljevalo. Ampak kontakt je pa kar bil, no. Je bil kaj krvavnost, čeprav vem, da so čelade, zaščite, ustniki. Kasneje tudi ne več. V bistvu ščitnik za zobe pa čelada, no, obraz je odprt. Pa za genitalije tudi, ne? Pa genitalije, pa ščitnik za dojke, ne, pa ženskih. Se spomniš kakšnega močnega udarca, da ti je sapo vzela, pa da si padla? Ja, imam srečo, da je do tega prišlo samo enkrat in to je bilo glih v finalu svetovnega pokala v Italiji, v Riminiju, ne vem zdaj točno, kjerga leta. Vem, da sem vodila borbo in naslednja stvar, ki se spomnim, sem sedela zunaj pred dvorano.
Dobila sem udarec v glavo z peto in očitno sem takrat, me je malo zmanjkalo. Tako da sem pol mogla zaključno. Je bila diskvalificirana tekmovalka včasih za premočen udarec tudi, ne? Ne, ni bilo. Ker je bila druga potem. Ja, drugo mesto. Nisem nič vedela sicer, ko se dogaja, ampak pol je bilo veseleno. Zdaj, največji uspehi, ko sva gledala, kaj damo spredaj, si nekako dejala, dajmo to, ne? A zato, ker je lep? Ta je sam tak zanimiv. Drugač največji uspeh je bil v Beogradu na svetovnem prvenstvu, kjer sem bila druga. To je bilo takrat z glasbenim formam. Bila sem do treta na Evropskem prvenstvu v Puli, tudi glasbene forme. Iz borb so bile pa pol bolj odlične, iz svetovnih pokalov, Evropskega pokala, državnih prvenstv. Verjetno si bila kar večkrat državna prvakinja, ne? Ja. Verjetno kar bolj tako serijska, ne? Ja. Zdaj, v čem je ta razlika borbe pa glasbene forme, no? Saj jaz malo ta šport poznam, ampak vseeno za gledalce. Glasbene forme v bistvu je kombinacija določenih udarcev na glasbeno podlago, rečemo kot neka koreografija, vmes so tudi gimnastični elementi in da se to pol v bistvu vse poveženo v neko tako koreografijo udarcev, no. Enkrat sem jaz spraševal neko kickboksarko, kaj je bolj naporno trenirati glasbene forme, pa tudi v karateju, kate ali borbe. In kaj praviš, kaj so rekli vsi? Ko pa vem. Pri karateju skoraj da kate, tehnika, tu pa tudi forme. Oboje po svoje, ker pač pri glasbenih formih je tudi bila ful močna konkurenca. In vsi te gimnastični elementi, pa je bilo v bistvu na tebi, koliko si bil pripravljen, je tudi ta ekstrem, pa v te adrenalinske vode. Pri borbah so pa spet druge pastine, pa nevarnosti, ki pač jih moraš gledati. Tako da oboje je bilo kar tam. Koliko časa si vztrajala v kickboksu, pa zakaj? Skoraj 13 let. Takrat v bistvu pol sem zaključevala šolo, glih vem, da srednjo, začele so se v bistvu težave s hrbtenico, imela sem poškodbo in takrat sem se mogla pol čisto ustaviti. Poškodba pri kickboksu? V bistvu ne pri kickboksu, to je prišlo mogoče čez leta zraven. Se telo izrabi. Ja, malo smo ga mogoče preterali, tako da takrat sem se mogla pol čisto ustaviti. Do katerega pasa si pa prišla? Si mojstrica? Ne, glih. Mislim, da je bilo takrat 2 leta ali 1 leto pred tem, ko bi ga mogla jeti upravljati, črn pas. Pri Danielu Pondu? Ja, ponavadi je Pond vedno prisoten. Lastnik te verzije. Ja, Pond je vedno prisoten, kadar se upravljajo pa črni pasovi. Tako da to mi je kar žal, moram priznati. Torej imaš rjavga, ali kako? Tako, eno stopno pač pred mojstrskim. Mi je žal, mogoče kdaj to še uresničim, ampak bomo videli. Moja hčerka še pri 40 še trenira. Ja, jaz sicer ful pogrešam, še zmer me ta moja hrbtenica malo omejuje, ampak sem se še tam pa tam vrnila v klub narediti kak trening in vedno rada grem. Zdaj, je bilo treba kdaj tudi v zasebnem življenju uporabljati borilne veščine za kakšno samo obrambo? Ne, to pa ne. Jaz sem se včasih malce pohecal s hčerko, Ja. In sem kar hiter, ker lahko na hitro roka se ti zlomi in mislim, to imate nekake prijeme. Zelo hiter je lahko. Da se ni zahecati, ne? In hvala Bogu, jaz v zunanjem svetu nisem imela še izkušnje, da bi rabila karkoli. Pa bi še znala kato, recimo za... Bi. Mrskej bi še znala. Še znaš, ne? Ja, mislim, kad tuk cajt to ponavljaš, ustane v tebi. Zdaj, prej sem te mogoče pozabil vprašati povezano s tvojim atom, detkom, Janezom Fortetom. Si daj ti njega videla igrati nogomet? Ne, prav tako na igrišču v njegovih časih ne. Jaz sem ga, ne. Ja. Mene še ni bilo. Pri 60 letih, ne, in je bil eden najboljših zasavskih nogometašev. Ja, res je. Pa še zdaj je fit, ne? Pri 78-ih? Ja, to, ne vem, kada je vsak dan mlaj, jaz ne vem, odkje mu energija. Se pravi, jaz, če bom takole
Bo fajn, ne? Super. Zdaj pa preden greva na tvojo drugo kariero, poklicno, ne? Ja. Mogoče prav, ne, da slišijo, kako tvoj polbrat poje, ne? Oziroma, ja, to petje... To je v bistvu bolj rap. Rap, ne? Ja. Pa vse je petje, ne? Malo petje, malo besedila. Njegova. Ja, njegova. Zdaj, ti to malo prej pokaže? Skupina prijateljev, ne vem, koliko jih je, mislim, da so 3, ki skupaj ustvarjajo in se pravi podlago glasbeno in besedila in pol posnamejo, uredijo video, tako da vse v bistvu sami. No. In mi pač imamo smolo, ne, ker imamo samo enega, ne? Ja. Ker ta drugi se pa zdaj pripravlja, ne? Smo prehitro začeli snemati tole, ne? Ja, mičken mogoče. In jaz zdaj te prepuščam, ne? Zdaj v to kamero, da ga napoveš, ne? Aha, ok, dobro. Ok, zdaj boste slišali eno čist hudo muziko z naslovom Najdeš me povsod od Svaza. Ok. Dej, bolj na glas me, da me bo slišal, dej, bolj na glas me, ker jaz sem šampion najvišje klase, lajem pa tudi krizen se od mene niže pas, mora najdeš me posod, imam so sprevod, povem ti po domače, rabo boš prevod, spominaš na berače, tole bo bankrot, kaj gledaš me ospod, mene kliče kar gospod, mora najdeš me posod, imam so sprevod, povem ti po domače, rabo boš prevod, spominaš na berače, tole bo bankrot, kaj gledaš me ospod, mene kliče kar gospod. Ko sem gor v kisu cukre me na sprehod, sem slišal tvoj na song zvenel je kar robot, ker ne ni napisal den zgleda da si idiot, ker je niti z mikso Jerry zveniš ko en robot, ampak mora nimaš pojma kaj jaz sem zared, jaz ga set ljubane vajban šefam ga na X, pedlam briket ko ti, ko igraš DB, da mi spoka z mojega mesta zdaj imaš 3 dni, mora hija šla se tule spremenila je klas, moja vrednost pa je zrasla ko da jaz sem kvas, zdaj imam pozišel da lahko sem hejterjem tiho, ko zdiram se na njih si mislijo da sem psiho, ko zagledaš BMW moj veš da perem cash, mata motherfucking drip, da serem cash, videl si me svoja mami če sa ne poveš, a sestre nisi opazil boš da ne izveš, da najdeš me povsod, imam so sprevod, povem ti po domače, rabo boš prevod, spominaš na berače, tole bo bankrot, kaj gledaš me ospod, mene kliče kar gospod, mora najdeš me povsod, imam so sprevod, povem ti po domače, rabo boš prevod, spominaš na berače, tole bo bankrot, kaj gledaš me ospod, mene kliče kar gospod. Moj glas obrastov se je švas okraza, sceno mam da sta sprit proti men, hiter poraz, glej stari ta uspeh, a še zmeri se švas. Zdaj se mi speli, ker šlo ste izjemno, stari si good, ker mislim da si že odpovedal, ko daš gor moj komad si že flipi nastrojen, ko predvaš mono rap si že efi zasvojen, ko me pljuvate z veseljem pljuvam rad nazaj, same spitam fire ko en goden budi zmaj, kaka domišljija pobaraj se zbudi san, ker če hočeš moj propad čakaš ga za manj, ko si mali hiteri minus pijo obojsli, benga mestna fire bite liriksi so preprosti, in če se kdaj ti zgodi da imaš vsega zadost, se veš kje se me dobi, mora najdeš me posod, imam so sprevod, povem ti po domače, rabo boš prevod, spominaš na berače, tole bo bankrot, kaj gledaš me ospod, mene kliče kar gospod, mora najdeš me posod, imam so sprevod, povem ti po domače, rabo boš prevod, spominaš na berače, tole bo bankrot, kaj gledaš me ospod, mene kliče kar gospod. In ne deli se da me ne moraš najti, ker jaz sem zavedno in povsod, brez skvat mona. Ja, evo, zdaj ste slišali, ne, kako v našem zasavskem koncu pojejo, repajo. Ti je bilo všeč tole? Ja, meni je zakon. Da pa to ni čisto avtorska, ne? Ne, v bistvu je priredba, no, od kot nekega... si že omenila prej. Ja, od nekega ameriškega reperja, se pravi ta podlaga glasbena, no, besedilo pa je njihov. In ti tudi tako muziko poslušaš, aj imaš kaj drugega? Nisem tukaj v rap vodih, imam raje vse ostalo, no. Kaj je to, vse ostalo? Dejansko vse ostalo, od elektronske glasbe do popa, do rocka,
ne vem, jugorok, vse. V operih nisem nogli. Jazz. Ampak ostalo, tudi jazz rada poslušam. Res, kar se tiče glasbe, sem ful odprta. No, lepo. Gimnazija je bila tvoja naslednja destinacija po osnovni šoli. Ivana Skvarčiča je Toneta Okrogarja. Toneta Okrogarja. Je boljša? Jaz sem se imela tako fajn. Meni je bilo tam super, res. Drugim se je tudi Roglič tam šolal, ne? Ja. Tako ne, kot šola, jaz sem se tam ful fajn počutila. In kar se učitelju tiče in prostora, meni je bilo res fajn. No in nekateri rečejo, bom šel raje v Litijsko gimnazijo, ker Trbovska je tako, huda, ne? Ja. Si ti kaj razmišljala? Jaz sem razmišljala, ampak takrat, v tistem trenutku so me Trbovlje nekako bolj zamikale. Zakaj? Mogoče tudi zato, ker sem takrat več ljudi poznala tukaj, pa tudi šola kot sama, ne vem, ko sem stopila noter, mi je bil boljši občutek kot v Litiji, se pravi, takrat. Tako da sem pol tukaj ostala. Si to redno delala? Ja, redno sem Si lahko tudi odličnjakinja v gimnazijo? Ja, bila sem tudi v zlato knjigo zapisana. Ampak mimo grede, ne? To je zanimivo. Športniki ponavadi imajo tudi v šoli dobre ocene. Si kdaj razmišljala, zakaj? Mogoče zaradi te discipline, oziroma že tega omejenega časa, ki ga imaš, ker točno veš, ok, šolo imaš do takrat, pol popoldne imam trening in v bistvu ti, če se hočeš učiti, se moraš organizirati, tako da ti bo ostal čas. In takrat, ko imaš čas, veš, da ga moraš za to izkoristiti. In mogoče zato, se pravi, ta disciplina, da ti pride v kri. Red in disciplina. Res. In čez ta odraščanje, čez ta mlada leta, ki se tega navadiš, pol, ne vem, kar grano. In so tudi potem same petke bile? V gimnaziji? Ja. Ne, to pa ne. Si srečala tudi kakšno enko? Tudi je bila, tudi sploh pri kakšni matematiki. Je bil to šok? Tako? Pa mogoče na začetki, ampak po se navadi. Do 4. letnika je že pol tako. Je bolj za starše šok, ne, tista prva enka, ne? Ja, malo skrbi, ampak sej igrano, je kar šlo pol. Je šlo, ne? Ja. In po gimnaziji zdaj mama je... Mami je farmacevtka. Torej medicina? Ne, v bistvu je bil interes za farmacijo, ampak se moje ocene glih niso skladale takrat z kriteriji, ki jih je imela pač farmacevtska univerza. Tako da sem v bistvu razmišljala, kam bi se pol preusmerila, in tako sem pol prišla do kozmetike, ki je itak v bistvu bila del mene že od nekdaj, vedno sem se rada urejala, vedno sem se rada malo namazala. Tako da jaz sem začela pol raziskovati, kaj iz tega bi lahko naredila in evo. In kakšna šola je to? Je to po gimnaziji nadaljevanje ali je lahko to... obstaja tudi nadaljevanje, višja šola, mislim, da je ena v Novem mestu, ena je pa v Ljubljani, ampak ta v Ljubljani je privat, nima pač rednega opisa. Drugače greš pa lahko pol tudi prekvalifikacijo na srednje šole. In to si ti delala? Tako. Kje pa? V Celju. Šla sem v Celje, tako da sem pol v 3 letih po izpitih naredila strokovne predmete, prakso, praktične module. In evo me. Bi kdo rekel, za trepalnice mazati, 3 leta, zdaj se malce šali, kaj? Ni, kozmetika je ful širok pojem, tukaj imaš ti od zdravstvenih predmetov do kemije, do biologije, samo sestavo, estetika. Likovna umetnost. Tako, v bistvu vse, tukaj je res en skupek vsega, tako da je kar obširna zadeva za učiti se. Moram reči, da tudi mene malo presenetilo. Nisem pričakovala tega, ampak ja. Pa ti je šlo? Je šlo, itak. In kako je potem bilo, ko si tudi te strokovne izpite opravila, ko si postala kaj? Kozmetični tehnik. Če sem v bistvu, ko sem delala prakso v Termani Laško, v wellnessu in v zdravilišču, sem takrat tudi pol ostala naprej prek študentskega dela, sem bila z njimi malo več kot 2 leti, tam sem v bistvu tudi največ izkušenj pridobila. Zdaj, ko govorimo o kozmetiki, kozmetičarstvo, je to
Tudi. sodi tudi masaže, ne? Tudi. A tudi? Tudi, Aha, tudi torej- masaže smo imeli kot del praktičnih modulov. Spada pa njega obraza, njega telesa, manikira, pedikura, masaže. Mislim, In da je to to. predvsem masaže, ne, si se je veliko naučila v Termani Laško, ne, kjer je veliko ljudi na rehabilitaciji. Kako 18 na šiht? Ja, to je kar bilo noro. No. V zdravilišču, ko smo delali na rehabilitacijah, smo imeli tudi po 18 ljudi na smeno, se pravi za zdravstvene masaže. V Termani, v Wellnessu je bilo malo manj ljudi, so bile pa tudi daljše masaže. Ne. In to pa pridejo druge stvari tudi. takle, kot si ti, ne, od Od minus 50, pa pridejo 150 kilogramski, ne? Ja. In je razlika, ne? Je kar malo bolj treba se pomatrati. Se bolj pomatraš pri tistim, ki so malce bolj težji, sigurno, no? sigurno. Večja masa. Kaj pa moški, recimo mišičnjaki, ne? Ja. Pa ženske, recimo, da so malce bolj mehkejšega tkiva. Je to razlika za maserko? Siguren. Tisti ženski hrbet je kar mal lažji, mal z večjim užitkam ne zmasirati, kakor nek zategjen tisti moški hrbet, ne, ampak tudi to zrihtamo. A ti čutiš, zdaj jaz se spomnim kakšnih bolečin v hrbtenici, kjer seveda hodiš malce po strani, se zategnjeno, se čuti to, ko se nekdo leže vse na mizo? Se čuti. Vsi vozli, kje je zategjen, kje ni tako, ko bi mogli biti. A ti mi povej, to vedno slišim, vozle imate, ne? Ja. Zdaj, je to tako vozli, ne, špaga tamle? Pa, ne, to so dejansko take bunkice, jaz pravim žogice, no, ki se najdejo v tem ramenskem delu, pod lopatcem, pa tukaj gor do vrata. Ne, in to... Zakaj pridejo? Ali kakšna prisiljena drža, ponavljajoči se gibi, kakšni taki prisiljeni stres tudi povzroča dejansko zategnjenost ramenskega predela. Take stvari ne. Potem ležečki buljenje v televizijo, ne? Tudi premalo gibanja in tako naprej. Ne. Več dejavnikov je v bistvu. Ali pa preveč gibanja spet, ne? Ali pa tisto. To pa mišični krči, a je zdaj to mišični krči, pa na eni strani vozli, to ni isto, ne? Ne, ni isto. To ni isto, ne? Ne. Ker krč pride pa gre, ne? Pa fajn boli, ne? Kar fejst boli, tist vozu pa dokler ga ne razbijemo, ne bo šel, ne? Ne bo šel, pa ga lahko že z eno masažo razbiješ? Težko. Kukorkoli je fajn, bo ta prvi masaž, jaz mi pravim, ena masaža ne dela čudeža. Je kar treba vsaj 2 ali pa 3 narediti, zdaj odvisen spet, koliko hudo je, ne, kak stanje je. Jaz sem včasih mislil, ne, da te, ki izvajajo masažo, ne, da morajo biti pravi mišičnjaki, ne, da to lahko, potem pa vidim tako šoh deklico, ne, ki pa je, kot bi bila vsak dan nekje na mišicah. Tako da tudi šoh dekle, ne, je lahko zelo močno, ne? Ja, kar presenetimo. Presenetimo, ja. Ni vse v videzu, no, tako da... Ni, ne? Ni. Daj mi povej, koliko časa si bila tam v Termani, pa kdaj si ti potem odločila, da greš pa zakaj na svoje? V Termani sem bila, zdaj ne vem točno, kjerega leta, no, v glavnem 3 let nazaj sem v Termani zaključila. Bila sem pa tam malo več kot 2 leti. Po Termani sem se pa pol počasi odločila, da bi šla na svoje. Malo sem tako že opazovala prostore, malo tipala, no, vse. In ja, pol se je to kar naenkrat odvil. Vem, da sem vmes še upravljala študentsko delo v nekem baru. In ta lastnik teh prostorov je slučajno prišel z eno kolegico, je prišel do tega, imam prostor, in sem tako, bom vzela priložnost in sem šla v to, no. Sem se odločila, da bom poskusila na samostojni poti. Se je bilo težko, recimo, posloviti od svojih sodelavcev? Ne. To tako gre, ne? Gre. Se navežeš na ljudi, normalno vzpostaviš neka prijateljstva, ampak greš naprej. Ne? Je pa verjetno zdaj, da sočustvuješ na nek način z njimi, ne? Ko gledaš, kaj je Savinja storila spet, ne? Znova in znova. Tudi sodelavka, vem, kaj je šla kasneje tudi na svoje,
odprla nov salon, glizala sem gledala, Pod vodo. vse je šlo. Katastrofa, ne? Ne, mene srce boli, to je res grozen. No in ti si prostore imaš v najemu, zaenkrat še niso tvoji, ne? Ne. Tu v Trbolah, ne? Zdravom Polaja, športne dvorane. Tako. Ali pa Matanovičevega bifeta. Tako. Tukaj sem v Trbovljah in v Zagorju. V Zagorju sem zdaj bolj po ta-novem, zdaj zadnje 2 meseca, no, v bistvu kumi. V Zagorju si pa pri cerkvi. Pri Tam, kjer je cerkvi. glasbena šola blizu, ne? Tako, zraven glasbene šole so zdaj tam prostori. Zelenjavar je bil, tam pa Tako. sadjar. Ja. Tam so pa zdaj v bistvu moji sekundarni prostori, da v bistvu malo še v Zagorju. In kaj delaš, poleg masaža bova še potem bolj natančno namenila, kaj vse? Zdaj, če greva Ukvarjam se z obrvem, se pravi klasično urejanje obrvi, barvanje obrvi, laminacija obrvi. Kaj je to? To je v bistvu postopek, pri katerem dlačice zmehčamo do te mere, da jih mi, ki jih začešemo v poljubno smer, da tako tudi ostanejo. No. Ampak jaz sem slišal prej, ko smo se pogovarjali, tudi puljenje, to je pa mučenje, ne? Tako, ja, A ne se zdi, da je to mučenje, ne? Kukor za kjerga, no, punce, Menda ne boli tuk, ne? ker stiskajo zobe malo, Za lepoto vse, ne? Ja, je treba. Jaz v bistvu imam metodo puljenja obrvi z nitko, jaz se obrvi nitkam, to je taka posebna tehnika, no, kjer z nitko spulš tudi po več dlačic naenkrat. Ja, tako da to res lepo pobere vse. Ampak zdaj, menda, ne, so bolj široke, moderne spet, ne? Ja, to je zdaj bolj modna muha, da so bolj široke. Ti imaš naravne. Tako lepo, ja, lepo začesane, tako gor, da dobijo tako široko, gosto obliko z lokom, ne, ker včasih so bile pa tiste bolj tanke, rovne, no zdaj smo kar šli naprej od tega. Seveda, meni v spominu, ko govorimo o obrveh, ne, vedno Frida Kahlo pride, ne. Ona je imela pa zelo izrazite, ne. Tam bilo pa veliko dela, ne, tis bi pa kar populiti. neki cajt pa bi bila na paše, mis. ne, je bila prepoznavna s tem. Ne. Tako. Ja. Potem so pa naslednje trepalnice, ne. Ja, Ti imaš svoje, ne. to so Jaz sem moje, te prvo vprašal, če imaš kaj nalepljeno na njih, ne, ker imaš dolge, ne. zelo so dolge, to Ja, pa lepo. hvala genam. Trepalnice imamo pa v bistvu delam keratinsko vihanje trepalnic. V tem postopku trepalnice, ki rastejo naravnost ali pa niso tako vidne, jih privihamo. Čakaj, zdaj, če so naravnost, niso vidne, kako? Ja, niso tako vidne, ne? Ker mi, ko gledamo človeka, če so naravnost, usporedno se jih ne pridejo Ja, tukaj zdaj do izraza. Ne? Če jih pa mi privihamo, In tvoje so Tako. naravno ali umetno privihane? naravno. Naravno. Aha, Ja. ti ni treba nič to. ne. Samo, svrčkane so. Tako, ne. tiste, ki pa niso, jim pa pomagamo v bistvu s tem postopkom, no? Da se privihajo, se pobarvajo, izgleda v bistvu, kot da si namazan z maskaro. No? Spodnjih se pa Spodnje pa pustimo, no? Se Se ne- po želji pobarvajo, jih tudi tukaj puliš, zdaj včasih se tudi naredi, da se katera zasupne vnoter. Ne? ja, če je kakšna taka, se jo tudi lahko spul, ampak načeloma trepalnice pustimo no, na mir. Da bi jih pa kdo čisto populil, to pa ni, ne, še v modi. Ne, upam, Mogoče Bog daj, ne? Ja, se pozihar že kdo to prakticira tudi, ampak jaz upam, da ne bo to modna mu. Ne bo, ne. Zdaj, tako, no, včasih se mi ženske kar malce smirite, ne. Zdaj, jaz zjutraj vstanem, zobe umiješ in si Pa je fertik, to, ne. Ja, s takim tretmajem pol v bistvu si mi pomagamo, da si prihranimo malo tega časa zjutraj, ne. Da v bistvu že ostaneš in si zrihtan, ne. In to, ki je namazano, ne gre zvečer dol, ne. To je bolj, ne. To pol ostane oba dva tretmaja in obrvi in trepalnice 6 do 8 tednov. Aha. In potem Pol to spet se zdrži. naročijo pri tebi. Tako. In lahko je v cenah to govoriva? To je to Lahko govoriva. Laminacija obrvi stane 40 €, lash filler je izraz za keratinsko vihanje trepalnic, stane pa 45 €. Koliko je fajn, če imaš gene, a? A ne? Ja. Pol pa v bistvu sestavljen še paket, no, kjer v bistvu združuje obe storitve, je pa 80 €. Aha. Tako. Tako da bom dejal, Tam nek se kot gibljejo moški, cene, no. Ženske ne skr stanejo, ne?
Ja, Ja, tako je, ne? Ja. Če hočemo, da so lepe. Ne? tako. Ja. To je to, ena, to smo zdaj pri obrazu, še kaj drugega na obrazu? Na obrazu ne, pol pa... Risanje ustnic, pa to Ne, Ja. ne, to ne. Delam tudi nego obraza, sicer je Kaj je to, trenutno... kakšen mozolček, kaj pa tiste črne pikice noter? Ja, se pravi, čiščenje obraza z različnim aparaturam, maske, nege, Poliranje, ne, to ni. To. poliranje, Brušenje. peeling. Peeling je to. Peeling. Nekaj ujamem, tako. No? Tudi to delam, trenutno sicer ne, ker nimam dovolj kapacitete prostora, prihaja pa zelo kmalu, no, tudi še te novosti. Ja. Potem imaš pa še od dejavnosti masaže? Še kaj drugega? Masaže pa še 2 tretmaja za preoblikovanje telesa. En izmed njih je brazilska maderoterapija. To je v bistvu tretma, pri katerem z lesenim šalčkam ustvarjamo vakuum in odstranjujemo celulit, spodbujamo limfo k razstrupljanju, k delovanju, izboljšujemo tonus kože in v bistvu to se s temi lesenimi pripomočki izvaja. Ta drug tretma je pa vakuum 65 body. To je pa v bistvu najnovejši tretma, ki ga imam, je tudi za preoblikovanje telesa, manjša obseg, v bistvu čisti limfo. In kaj je ta vakuum? To pa v bistvu namažemo s kremo, te damo v vrečo in vakuumsko ven iztisnemo zrak. Ne, jaz mislim, da je tisto kozarcem, ne, včasih tudi vidiš. Ne. Tudi vakuum, to pa Tisto ne. pa v bistvu ventuze, ki je pa bolj fizioterapevtsko. Če bohlj recimo, ne. Naprimer. Ne, to pa greš v bistvu noter od gležnov pa tukaj do oprsja. No. Se da v vrečo in se 45 minut leži v vreči. Je hladilni tretma, to pomeni, da nima kontraindikacij, lahko se ga poslužuje tudi ženske z krčnim žilam ali pa tako. In po 45 minutih se naredi kratka limfna masaža, da se to še lepo spodbudi in to je to. Ne. In vam pridejo nove, ne? Nove z 6 cm manj. Ne. A ja, res je to tako? Ja, res se tudi upravljajo meritve in pred tretmajem in po tretmaju. Ampak je treba to ponavljati, ne? Ja, ponavadi se priporoča vsaj 10, da se jih zakup, pa da se vsaj 2-3 kure naredi, no, se pravi za dolgoročni efekt. Je kaj pomembno biti tudi športno aktiven, malce, saj je pa rekreativno aktiven? Tako bom rekla, zaželjeno? tretma vse jim bo deloval, ampak vsaka stvar, ki jo narediš sam zraven, bo plus zate. Se pravi in prehrana in gibanje, vse to bo pripomoglo tudi k boljšem rezultatu. Torej, čips pa tak bolj stran, ne? Ja, ni glih fajn, ne. Fajn je pol tudi veliko vode piti, zato ker pač z vodo se bo tudi naš telo čistil. Pa spet ne preveč, ne, da greš potem na vsako uro na WC. Ne? Ja, če se razporodi čez cel dan, pol gre, ne. Po pameti vse. Tako. Ne? Je pa tudi fajn, rečemo, če določenim osebam voda zastaja v sklepih, za težke noge, tako res ogromno enih plusov ima tale tretmano. Je pa in za ženske in za moške. Tako da imam oba spola strank. Pa se malce opažam, da se že tudi moški postajamo celulitni, ne? Se dogaja, včasih ni bilo tega, ne? Ja, ko pa vem, mogoče. Več čipsa je, kako? Ja, ne vem, ta hrana zdaj, ali koga. Ja, čudna, ne? Ja. Se malce šalim, ne? Zdaj, masaže, ne, sva prej rekla, da bova malce več, imaš pa različne, ne? To se pravi obraza, ne? Ja, masaža obraza in glave. To gre bolj ženske? Oba spola. A je to tudi glavobole, kako? Je tudi itak Zdaj nisi glavo. šel na masažo obraza, ne? Zelo sproščujoče. A to je za sprostitev? Za sprostitev. To je tistih veliko pred računalnikom, ko imajo napeto službo. Tako. Pa nasploh za gubice, ne. Mi kožo, če bomo skozi spodbujali, pa jo gnetli, pa jo oživljali, bo tudi naša koža lepše izgledala, ker bo več prekrvavitve, bolj bo taka gladka, sijoča, malo lifta naredimo. In ti to izvajaš na svojem, pri svojem atu, ne? Ja. Pri 78 letih še tak fit. Ja. No. A ima gene, ne? Gene ima, ne? Geni, vse je v genih. Vse je v genih. No, torej, na obrazu, potem... Pol se masira lahko hrbet, posamično, noge, pol imam kombinacijo hrbet plus noge, to so pol različne te kombinacije, no. Cel telo se masira, imam pa in klasične in športne.
Celega telesa je 40 evrov, če Tako, se ne motim. To je 40 ena ura evrov, masaže, ne? 60 minut, Zdaj, tako. tudi trebuha je kako? Tudi trebuh se zraven masira, ja, tudi trebuh. Pa prsni koš. pa V tako trebuhu naprej. je center naše energije, ne? Tako da to je kar fajn vključiti zraven. Pa malo bolj mehke, ne? Ja, to pa Ponovadi. ne, to pa. Se ne matraš Razen tukaj. tisti, ki imajo six-pack, vsaj kako se Ja. reče. Kaj pa res posameznik delo, ne? Boli noga, ne? Koleno boli. Tudi to izvajaš? Tudi. To je pol vse po dogovoru, ne. Prej si omenila celotnega telesa dve vrsti, ne? Športna? Ja, ali pa klasična. Zdaj, v čem je razlika? Pri športni si malo bolj groba? Ali kako? Tako, malo bolj groba, malo drugi prijemi so, je zraven uporaben tudi še vakuma malo naredim, no. Klasično je pa v bistvu, klasična masaža ni tukaj močna, ni pa spet nežna, no, tako, taka umestna varianta. In ti ostajaš tako v Trboveljah, kot v... Tako, obe lokaciji Zagorju. ostajajo. Ker zdaj, če bi šla samo v Zagorje, verjetno zgubiš kaj Trboveljčanov? Ja, nekih, no. Po 3 letih zdaj tukaj sem si kar ustvarila že nek krog, no. Punce me tudi malo že poznajo. V Zagorju pa zdaj nov krog ustvarjamo, ne, tako da... Ti greš kaj na masažo? Grem. Imaš Zelo, rada zelo masažo? rada. Ja, zelo rada imam in tudi zelo minucano. Tudi tako Treba protistresna je. sprostitev, ne? Ja. Pa tudi zaradi svojega zdravja, ne, v bistvu, cel dan, ko imaš ti fizični del, tudi neko prisiljeno držo, ne, konstantno, je kar fajn, da se to razbremeni na vsake toliko cajt. Ne vem, a sem jaz edini, no, ampak jaz imam raje, da me ženska masira. Ja, Kako je pa pri ženskah, pa kaj ti opažaš? čisto odvisen. Jaz ne delam razlik, ker tudi ženske so lahko zelo močne, tudi tej, ki zdaj hodim, je ženska, tudi moški so me masirali, tako da jaz s tem mi je tako, drugače pa čisto odvisen od ljudi, ne. Zdaj, kakšne ženske so bolj sramežljive, pa pol nimajo glih rade, da je pol moški prisoten. Ima raje, da je ženska. Ja, ene imajo raj, ker pravijo, da jim močnejo prijem, čist različno, no. Zdaj, jaz upam, da so gledalci prišli do konca te oddaje, ne? Ti boš nekomu, ne, ki bo to oddajo potem na teh socialnih omrežjih delil, Tako. Podarila kaj? Ja, podarila bom masažo, v bistvu 70 minut, masaža celega telesa plus glava in obraz. Aha, torej čisto kompleto. Tudi to kompleto. In tam na tistem bončku, ne, ki ga bo nagrajenec prejel, pregreba, piše vse, ne? Vsi podatki, kontaktni so telefonska gor, številka? tako mail, telefon, ime, vse je gor. Čakalna vrsta je dolga? Ni tukaj, no. Se Vsaj da. kak teden prej je treba poklicati, definitivno, ampak se da kar Si pa smetno. fleksibilna tako zjutraj kot popoldne? Ja, imam oba delavnika in zjutraj in popoldne. Na tako dom pa zaenkrat, če ne greš, ali pač tudi Tudi po dogovoru. No. po dogovoru? Ja. Če je treba, pa je kriza, pa je res pač nekdo, ki ne more priditi, tudi pridem domov. Tudi, pač tako Ja. je, ne? Tako. Kaj imaš pa ti za sprostitev? Zdaj, malce je treba tudi mišice sprostiti. Zdaj, ne vem, jaz včasih sem šel po kakšni tekmi sprostiti mišice še na Medijske toplice, ko so še delovale, ne? In vem, da ni bilo pametno kakšno uro kasneje iti na kakšno nogometno tekmo, ne? Ker se mišice malce razmehčajo, ne? In jaz sem si ponavadi poškodoval, ne? Takrat kakšen gleženj, ne? Ja, zmehčajo se, ne. In ni glih fajn pol takoj na polno začeti Ja, s fajn kako malo vadbo. početi, Ja. Tudi pri masažih, na primer, jaz vedno svetujem strankam, da ko se prideš ti relaksirati, pa ali to masaža, ali plavanje, ali pač karkoli, naj telo počiva. Se pravi po tretmaju, zato ker mi nekaj ustvarimo, telo sprostimo, mišice pregnetemo in pol, da se gre delati nek trening ali pa spet neka obremenitev, v bistvu nismo naredili nič, ne. Jaz malo napako delam potem, ne? Včasih grem z masaže takoj na... To je Tek. največja napaka. Ampak, Raj ne? najprej na tek, pa pol masažo, pa pol počit. Ne, da res mišicam prvoščimo tisti počit, ki ga rabijo, ne. Lej, 8. septembra bom pa jaz laufal, ne, humanitarno 12 ur na
Rudarju. Madonna. In tam pa me vmes malce pomasirajo, ampak to je pa drugačno, to me pa malo sprostijo, malo Je pa bolj fizioterapevtska varianta. Malo me pobožajo za kakšne 2-3 minute, pa da grem pol naprej. 12 ur, Madonna. Ja, 12 je letos, ne? Velik, velik. Ja. Svaka čast. Vse se kar da, ne? Boš prišla kaj pomagati? Bom prišla kaj pogledati. Mogoče kaj prijeti, če bo kaj bolelo. Če bo treba, zakaj pa ne? Ker garantirano boli, ne? Potem po parih urah. Ne? Sem tudi zelo blizu stadiona doma, tako da zakaj pa ne? Aha, si Trboveljčanka zdaj? Ja, po ta novem, no. Po ta novem. In se dobro počutiš tu tudi, ne? Ja, vse. Lej, če je dedek Ata igral v Trbovljah, ne? Ja, nič ni narobe, super je, na svojem sem, svoj mir imam, tako da mi je super, no. Uživaš, ne? Ja, res. Hvala za vse, kar si povedala, jaz upam, da sem bila izčrpna, predvsem ti, da si bila izčrpna, ne? Ni bilo težko, ne? Ni bilo. To gre, ne? Po tukem cajti smo mi najprej malo zarustani, ampak se je pol. Si se odrustala, ne? Ja. Okay. Hvala vam za pozornost, upam, da ste uživali v pogovoru, pa tudi v glasbi, ne? Pa srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.